Nam je dr. Faris Kočan z Katedre za mednarodne odnose. Dober večer. Dober večer. Najprej, zakaj Trumpa sploh zanima, oziroma družino Trump sploh zanima milijardno vlaganje v Srbijo, ne? Glede na to, da gre zgodovinsko gledano bolj za državo, da je Srbija bolj navezana na Rusijo kot ZDA. Je morda ta premik teh rudnin, ki jih imajo v Srbiji, ki, kot kaže Trumpa, tudi zelo zanimajo. Najprej treba poudariti, da je srbsko investicijsko okolje bilo vedno podvrženo predvsem zahodnim investicijam in tudi glavni financerji ali pa tuji neposredni investitorji v Srbiji so države Zahoda. In v tem kontekstu je ZDA bila tudi že zgodovinsko navezana ali pa prisotna v Srbiji. Že od leta 2004 recimo tehnološka podjetja, praktično vsa ključna tehnološka ameriška podjetja so prisotna v Srbiji. Na nek način je bila Amerika tudi prisotna tam že od leta 2012, ko se je ukvarjala z odkupom železarne Smederevo, ki je potem kasneje prešla v kitajske roke, ampak skratka Amerika je bila vedno navezana investicijsko na ta prostor. Zdaj pa, ko govorimo o samem Trumpu, Trump je seveda predsednik ZDA, ampak v ključni fazi je predvsem podjetnik in vsi okrog njega so podjetniki in vidijo ali pa iščejo potencijale, kjer bi lahko na nek način v stabilnem investicijskem okolju, za katerega očitno smatra, da Vučić ne glede na vse še vedno je, investirali. Bolj, kar je pa pomembno, pa je, kaj bodo naredili. Vučić se bo odpovedal ali pa srbska uradna politika se bo odpovedala generalštabu, ki je bil leta 1999 bombardiran strani NATO. Gre za enega izmed ključnih vidikov srbske kolektivne zavesti, ključnega gradnika tudi odpora, če želite, proti NATO in te proruske afinitete. In če je Vučić pripravljen se temu tako lahko odreči, brez očitno neke težke opozicije, potem vidimo modus operandi Vučićeve oblasti. Ampak zdaj Vučić je po sestanku s Trumpovim sinom napovedal skupne projekte za prihodnost. Za kakšne projekte lahko poleg tega omenjenega še gre po vašem mnenju? Najverjetneje gre za vidike teh luksuznih hotelov oziroma turističnih namestitev, kjer Srbija očitno želi postati ena izmed bolj butičnih destinacij na svetu. Druga stvar so torej digitalne tehnologije. Vemo, da obstajata dva ključna digitalna imperija. Trenutno to je kitajski in ameriški. Huawei postaja vse bolj prisoten tudi v srbskem družbeno-političnem prostoru in na ta način vidi ZDA ponovno vidik tega, da se približuje v regiji. Nenazadnje ne smemo pozabiti, da je Srbija vedno bila razumljena v diplomatskih zahodnih krogih kot faktor stabilnosti. Torej, če je Srbija stabilna, je Balkan stabilen in Srbija je vedno predstavljala neko okno v svet, v celotno regijo jugovzhodne Evrope. Kako oportuno pa je po vašem mnenju, da se Donald Trump mlajši in za njim seveda tudi Trump starejši pogovarjata z Vučićem, ker če se je še do nedavnega predposlesti zdelo, da je na oblasti večne, zdaj ni več tako, kot je bilo in vsi, čedalje več ljudi meni, da lahko izgubi oblast. Drži, pravzaprav je ključna stvar bila ta podpora na nek način neformalna, gre nenazadnje za zeta Donalda Trumpa in Vučić to skuša izkoriščati v srbskem medijskem in javnem prostoru, zato da pokaže, da ima recimo podporo še vedno ključne zaveznice, torej Združene države Amerike, hkrati pa lahko potem tudi zaradi dejavnikov notranjega okolja računa na nadaljevanje politike z Rusijo in s Kitajsko. Tako da v tem trenutku zagotovo Vučiću bolj koristi Kušner kot obratno. Kušner pa na nek način legitimira predvsem ta poslovni vidik. Ne zaveda se ali pa je dovolj ignorantski, da s tem, ko pride kot zet najpomembnejšega predsednika recimo zahodnih držav v tem klasičnem liberalnem mednarodnem redu, ni samo podjetniško sporočilo, ampak je politično sporočilo. Sporočilo zaveznikom, sporočilo tudi ljudem v Srbiji, da je torej ljudje, ki so tesno povezani, družinsko povezani z Donaldom Trumpom, neposredno podporniki ali pa iščejo potencijale, priložnosti za sodelovanje z nekom, ki je, kot ste sami rekli, ne vemo, kaj se bo z njim zgodilo, ali bo še ostal predsednik države ali pa bo torej izpustil vse vajeti v državi in odšel v smetišče zgodovine. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.